Jaz sem se odločil, da bom sestavil enajsterico igralcev, proti katerim sem imel čast igrati v svoji karieri, in ne sanjske enajsterice. Odločil sem pa se za formacijo 4-2-3-1. V vratih sem se odločil za Gigija Buffona, mislim, da ni potrebno izgubljati kaj dosti besed, praktično je osvojil vse v svoji karieri in še vedno kljub svojim letom dokazuje, da je izjemen vratar. Desni bočni igralec Stefan Lichtsteiner, sam sem se kar nekajkrat srečal z njim, izredno antipatičen igralec na igrišču, ampak izjemno kvaliteten, tako da me je kar dostikrat prisilil, da sem mogel teči za njim v svojih 16. Desni štoper Javier Mascherano, vezni igralec, ki pa igra na položaju srednjega branilca, tako da svojim znanjem povezuje igro in je praktično osvojil vse v svoji karieri. Levi štoper oziroma srednji branilec Nemanja Vidić, kapetan srpske reprezentance in Manchester United, mislim, da pravi steber v obrambi, katerega je nemogoče prebiti. Levi bočni igralec Aleksandar Kolarov, takrat, ko smo igrali proti njim, smo se kar precej pripravili na njega in na njegovo levo nogo, ki praktično reže skozi vsako obrambo. Potem dva zadnja vezna igralca, eden je Clarence Seedorf, zelo eleganten igralec, ki deluje, da vse dela zelo počasi, ampak ko ima žogo, mu je praktično nemogoče vzeti. Potem drugi zadnji vezni igralec Andrea Pirlo, praktično me je impresioniral s tem, da ima zelo majhen radius gibanja, vse dela v zelo nizki hitrosti, ampak neverjetno kakšen pregled ima nad igro in praktično njegove žoge imajo oči. Potem na položaj desetke sem dal Wayna Rooneyja, borben, brezkompromisen in pa izjemen vodja, izjemna desna noga, tako da praktično v vsakem trenutku lahko odloči tekmo. Desni krilni igralec Arjen Robben, levičar, praktično vsi vejo, da bo šel na svojo levo nogo, ampak ga je nemogoče ustaviti in tudi izredno hiter igralec. Levi krilni igralec Raheem Sterling, mislim, da v tem trenutku to sezono dokazuje svojo kvaliteto, da je končno upravičil tisti naziv in na trenutke deluje zelo nezainteresirano na igrišču, ampak ko se spusti v šprint, ga je nemogoče ujeti. In pa osrednji napadalec Edinson Cavani, za njega sem se odločil, ker se mi zdi, da praktično je popoln igralec, ima skok z glavo, leva, desna noga, tudi tisti rekord, ki ga je pred kratkim dosegel v Parizu, dokazuje na to, da je vrhunski igralec.